Sem Staš Vrenko, umetnik in oblikovalec elektronskih inštrumentov. V svoji praksi združujem medijsko-arheološke pristope in tako imenovane izdelovalniške tehnologije. Če bi mogel nekako to vse skupaj povzeti, bi rekel, da me zanimajo tehnični koncepti v delovanju. Z prakso sem nekako začel z, raziskovanjem radikalnih muzik, noisa, industriala in tako naprej kot najstnik, pa v bistvu tekom študija kiparstva sem nekako izdeloval tako imenovane zvočne skulpture, kinetične, in to me je pripeljalo v bistvu do tega, da sem se začel učiti recimo elektroinženiringa, osnov oblikovanja elektronskih vezij in v bistvu me je začel zanimati prav nekak princip, kako elektronski inštrumenti delujejo. To me je pripeljalo v končni fazi tudi konceptov, kot je modularna sinteza, ki pa v bistvu mi je nekaj, kar je ostalo, bi rekel, no? Kar mi tudi zaradi plastičnosti, tako tehnične, kot v bistvu konceptualne, mi zelo odgovarja. Ker lahko konec koncev zadevo uporabljamo v glasbenih smislih, prav tako pa tudi v bistvu kot orodje za procesiranje signalov in se mi zdi tak lep most med tako imenovanim kulturnim, glasbenim in po drugi strani zelo tehničnim, laboratorijskim svetom. Tekom prakse sem se pol v bistvu tudi nekako začel 3D tiskalnih tehnologij, laserskega rezanja, uporabe teh tudi 3D CAD programov in nekako zdaj se mi zdi gibljem v takih hibridnih postopkih oziroma metodah delanja umetniških del. No in ta zanimanja so bila tudi nekako izhodišče projekta Ločene vrednosti. Želel sem v bistvu narediti nek cenovno dostopen, čim bolj na open source tehnologijah osnovan in portable device za delo z podatki. Bolj specifično, torej objekt, ki pretvarja na internetu dostopne recimo vremenske, borzne in drugačne neke podatkovne fajle, jih pretvarja v električni tok, s katerim pa lahko v bistvu ali nadzorujemo modularne sintetizatorje, elektromotorje, ventilatorje in tako naprej. Letos sem pa v bistvu orodje uporabil v formi inštalacije, ki je nekako tudi demonstracija uporabe tega orodja za umetniške namene. In ko sem razmišljal, na kak način bi to orodje uporabil, se mi je zdelo v bistvu bolj primerno, kot v bistvu dejansko ustvarjati neko, bi rekel, likovno formo iz tega ali pa tako naprej, da v bistvu podatkom dovolim, da se nekako sami formalizirajo skozi svoje tudi morfološke lastnosti. Torej, da neka grafična oblika grafa se lahko tudi nekako pojavi kot materija. Mene je zanimalo, ker sem se istočasno ukvarjal tudi z vektorsko sintezo, kjer je možno recimo na dveh oseh, X in Y, predvajati recimo dva različna signala, v tem primeru dva grafa. Me je zanimalo, kakšna je prvo forma, ki se zgodi, kadar soočimo dva seta podatkov, ki sta mogoče lahko tudi dosti različna, recimo, ne vem, hitrost vetra tekom meseca in vlaga, in dobimo neke take zelo organsko izgledajoče forme, pa potom tehnike zamika faze enega signala dobimo pseudo 3D efekt rotacije. In me je zanimalo v bistvu, glede na to, da človek nima težave prepoznati tridimenzionalnosti v tem fenomenu, lahko to računalnik naredi. In sem uporabil nek program za fotogrametrijo, ki je podkrepljen z algoritmi umetne inteligence, kar v praksi pomeni, da sem snemal displej osciloskopa, analogen sintetizator zvoka sem v bistvu uporabil kot v bistvu računalnik za upravljanje teh rotacij in za glajenje signalov in tako naprej, kar me je tudi malo zabavalo v smislu uporabe modularnega sintetizatorja kot analognega računalnika. Te v bistvu videe, ki sem jih dobil, sem potem mogel odstraniti ozadje, jih pretvoriti v serijo fotografij, češ kot da se kamera vrti okrog tega objekta, čeprav zares se ta objekt vrti na displeju. Računalniku sem pa dal te stvari zaprocesirati in je v bistvu naredil neke take precej zmaličene 3D objekte, ki so rabili neke retuše, po domače povedano, ampak sem probal biti nepristranski pri tem čim bolj. Enih modelov se recimo pa vseeno sploh ni dalo spraviti v 3D formo, ker so prišli ven taki razbiti fragmenti. Tiste, katere se jih je dalo, sem v bistvu pa se odločil 3D tiskati, torej
Nekako se mi zdi logično, da če so to neki fenomeni iz sveta, ki so v svojem izhodišču pač nek fizičen fenomen, naprimer vreme, da se skozi 3D tisk v bistvu stvar po milijon nekih razsekih, fragmentacijah, prvo na nivoju zajema, drugič na nivoju 3D tiska, kjer je treba to v plasti razrezati in tako naprej, da se v bistvu spet konsolidira kot objekt. Odločil sem se, da jih 3D stiskam z tako imenovanim glow in the dark filamentom, fotoluminescentnim, ker nekako je tudi taka hecna aluzija na displej osciloskopa, ki ima prav tako prevleko iz fosforja. In nekako je tudi estetsko zadeva nekako si podobna. Na sami razstavi oziroma postavitvi instalaciji na Osmozi sem pa v bistvu razstavil 5 takih form, hkrati pa tudi v bistvu analogno projekcijo enostavno osciloskopa. S tem pa te razstavljene 3D oblike ne modelirajo zgolj teh fizikalnih pojavov, ampak tudi v bistvu njihovo medijsko podstat, svoj nosilec in medij, skozi katerega prečijo.